V prostorih klinike za zdravljenje Favšije in Tonišala so ladjice postale umetniška instalacija. Začelo pa se je v bistvu že več kot pred 30 leti, ko sedanji profesor na šoli dobil v roke knjigo Dnevnik Ane Frank. Od takrat naprej mu vprašanje, zakaj ravno Judi, ni dalo miru. Odgovora ni našel, kljub temu, da je študiral zgodovino. Če ne najdeš odgovora na vprašanje, zakaj lahko nek boln to počne z otroci, z nedolžnimi ljudmi, da pravzaprav pomeni, da je to dokaz, da si normalen. Eden od ciljev projekta je bil tudi razviti kritično mišljenje mladih. Se mi zdi, da dostikrat bi moral odrasle več učiti kot mlade. Mladi so v bistvu tisti, katerim je zelo redko kdaj pomembno, kakšne barve si, kakšne veroizpovedi si. Mladi so tisti, kateri gledajo na svet drugače, z drugačnimi očmi. Mislim, da ravno odrasli, ko se dejansko začnemo pehati za vsakdanje blagostanje, postanemo rahlo nestrpni do tistih manjšin, do tistih skupin, katere so ranljive, in ker nimamo dovolj poguma se bost z večino, potem nam je največkrat priločna manjšina. Opažam skozi ves čas, zdaj, naprimer, ko se je napovedala vojna Ukrajina-Rusija, da je vedno več ljudi, ki ne domnejo, da je človeška svoboda nedotakljiva, da človeško življenje ne more noben odzeti, nima te pravice in da si ljudje očitno tega ne dajo dopovedati, ampak vedno naprej izvajajo to, da lahko uničijo človeško življenje, na žalost. Pri profesorju Krabonji je bilo to v bistvu obveza. To je njegovo področje, ki nam ga je spredaval, mislim, da kot noben profesor v Sloveniji. Tako da dal nam je ogromno znanja, peljal nas je tudi v Krakov, Auschwitz, Birkenau. Tako da smo dejansko spoznali celotno grozo holokausta na lastno načino. Prvotni cilj je bil 6 milijonov ladjic, zgodilo se je 2 milijona 400. Nič hudega. Zgodilo se je prijateljstvo, zgodile so se številne vezi, zgodilo se je na stotine tisoče nekih povezav, katerih pravzaprav nikoli niti ne bomo prav spoznali. 6 milijonov ladjic je bila samo ena ideja. In tudi, doskrat vmes je bilo Boris ne bo ti uspelo. O čem govorimo? A govorimo že spet o številkah ali govorimo o ljudeh? Seveda mi je uspelo, absolutno mi je uspelo. Poglejte jih, z različnih koncev smo, različni interesi, različne ideje, različne starosti in to je samo en del ljudi, veliko več jih še vse posod drugje in seveda mi je uspelo, absolutno mi je uspelo. In uspelo je vsem, ki so sodelovali, čeprav gre za na prvi pogled majhne skupine. Kako je že Izak Šindlerjev v Prstan napisal, kdorkoli reši eno življenje tako, kot bi rešil človeštvo. To je to. Ali boste lahko kdaj rekli, da človeška neumnost pozna meje? Jaz mislim, da jo. Samo problem je v tem, da premalokrat si dovolimo uporabiti tisto, kar deklarativno dostikrat uporabimo, ničelno stopnjo tolerance do netolerantnih. In ko nam bo to uspelo in ko si bomo to upali, potem bomo lahko rekli, da bomo človeški neumnosti dali mejo. Medtem pa si lahko do petka v živo ogledate instalacijo, ki so si jo mladi študenti arhitekture takole zamislili. Skozi celotno instalacijo se je treba v smislu kot na začetku ukloniti vsem žrtvam, potem vas popeljamo tekom instalacije tudi skozi statistiko, skozi zvokovne efekte, skozi vizualne efekte, tudi tekom prezentacije, malenkost krajše, tudi dimnih efektov, vse do plinske celice, do tistih žrtev, ki so bili v otroških letih v bistvu ogroženi in so bili oškodovani. Ladjice bodo kmalu prodali kot odpadni papir, denar pa namenili otrokom v Indiji. Ta ideja pa je bila najprej deležna precejšnjih kritik. Zakaj pa indijskim otrokom, saj imamo doma veliko lačnih in tako dalje in tako dalje. Moja teorija je naslednja. Se pravi, če sem jaz zelo samovšečen, bom rekel takole, briga me za vse otroke tega sveta, jaz bom skrbel samo za svoja 2 sinova. To je zelo enostavno. Mislim pa, da veličina pravih ljudi je, da jim je mar za vsakega človeka, za vsakega otročka tega sveta. Ne glede na to, ali je slovenski, ali indijski, ali je bolgarski, ali je z katerega koli konca sveta. In to je tisto, kar človeku daje kvaliteto življenja. Zaključna prireditev bo danes popoldne v SNG Maribor in če potrebujete nekaj atomov zdrave življenjske energije, priporočamo obisk.